15. eksponto, oziroma sama tema eksponta, sodi v tematsko trilogijo, ki smo jo zastavili leta 2007, gre za trilogijo politike, vere in družine, v bistvu okvirnih tem, ki se nas dotikajo pač in posameznikov in teatrov vsakdanjega življenja, skratka, in so prisotni vse skozi. Letos smo prišli torej do teme vere, verovanja. Tema torej, ki je mogoče celo najbolj problematična na en način, ker skozi to temo in v vsakdanjem življenju, tudi v gledališču, umetniki, kulturniki, športniki, kdorkoli v bistvu skozi vero, verovanje išče odgovor. Na takšen način bo to eksponto predstavil letos, boste torej videli teh naših izbranih predstavah, selekcij predstav. Tisto, kar je mogoče najbolj pomembno, da ne bi zdaj preveč razlagal sami temi, je predvsem to, da smo se potrudili, da bi ta 15. ekspont bil zares, kar se tiče samega programa, teh samih smernic, ki ima festival od samega začetka, čim bolj reprezentančno predstaviti, oziroma izbrati čim bolj reprezentančne predstave. Otvoritelj samega eksponta, 13.9., torej v Severnega drami, bo v bistvu s predstavo, ki prihaja z področja Romunije, romunsko-francosko koprodukcijo Silvija Purkareta, režiserja Purkarete, ki je sicer enkrat bil v Sloveniji, proti koncu 90. v drami, in s predstavo, ki je v bistvu že enkrat bila ena naša velika želja 2 leti nazaj, ampak žal ni to uspelo. Tako kot Purkareta, v bistvu tako tudi ostali režiserji oziroma povabljeni režiserji in predstave poskusili na svoj način to vero, verovanje, to temo torej predstaviti oziroma nekako reprezentirati to željo, zavestno pa nezavestno pač, ne, kakorkoli, skozi gledališče in skozi to željo, oziroma velike tekste, ki so bili v bistvu inspiracija sploh, da bi te predstave nastale. Če sem bolj konkreten, tukaj gre za motive, za krležine motive, Brechtove, Čehov in tako naprej, Urša mislim, da bo bolj natančno, se je to napisano. Skratka, predstave se ne dotikajo konkretno religije, vere, ampak se dotikajo vere oziroma vere in verovanja v stvari, kot so ljubezen, sreča, hedonizem, življenje, ali pa nova država, kot je to v primeru pijane noči in Ludovički. To je ta prvi del, glavni gledališki program, 8 predstav. Jaz mislim, da bo zelo zanimivo videti tudi novo predstavo Jožefa Naža, potem skupine Mid Company, Sfumato, režijo Gaborja Tompe z enega mađarskega gledališča v Romuniji, zame izjemno zanimivega. Končali bomo pa s predstavo, makedonsko predstavo, ki je nastala na Brechtovih motivih in je nastala v bistvu v režiji enega mladega makedonskega režiserja. In Makedonija nasploh, se mi zdi, v zadnje čase je, in kar se tiče gledališča in glasbe, ena od najbolj zanimivih območij bivše Jugoslavije.